Lep pozdrav, dobrodošli v deželi Pridnih, v marčevski izvedbi dežele Pridnih. Moj današnji gost je dr. Marko Zajec z Inštituta za novejšo zgodovino, kjer je med drugim tudi vodja raziskovalnega programa za politično zgodovino. Marko, lep pozdrav in dober dan. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Hvala tebi za čas in voljo. Politična zgodovina, polpreteklost, država, v kateri živimo, skratka, to so nekako teme, okrog katerih se bova vrtela, mogoče z nekim prav posebnim fokusom na fenomen tega nekega političnega razcepa, razklanosti, o katerem se seveda zelo veliko govori zadnje čase še prav posebej, ampak o vsem tem bova sicer govorila skozi prizmo zgodovine, skozi prizmo preteklosti, pa se hkrati seveda ves čas vračala tudi v aktualnost. In začel bi z nečim, kar je v bistvu zelo aktualno, ker se je zgodilo pred nekaj dnevi, namreč Ministrstvo za kulturo je nekako dokončno potrdilo sklep o ustanovitvi Muzeja osamosvojitve in ta projekt, o katerem se sicer govori že kar nekaj časa, predstavlja še za en korak naprej. In Muzej osamosvojitve je nekaj, o čemer je muzealska stroka v glavnem že kar povedala svoje in se precej strinjala. Zanima pa me tvoje mnenje, kaj ti misliš o tem projektu aktualne vlade, ali potrebujemo Muzej osamosvojitve, zakaj ga potrebujemo ali pa zakaj morda ne. Če ga bodo ustanovili. Po mojem mnenju ga ne bi potrebovali, ker imamo institucije, ki se s tem ukvarjajo, recimo več institucij, ki se ukvarjajo, muzejev, ki se ukvarjajo z sodobno zgodovino, v prvi vrsti Muzej novejše zgodovine, ki je državna institucija, potem v Celju je Muzej novejše zgodovine, Muzej narodne osvoboditve v Mariboru recimo. Gre za pokrivanje tega obdobja zelo. To so institucije, ki imajo veliko tradicijo in tudi so veliko že delale delajo po vseh pravilih muzealske stroke. Jaz kot raziskovalec malo druga smer, ampak nekako smo v stiku in sodelujemo zraven. Tako da predvsem se mi zdi to, da se ustanavlja taka institucija, ki ima očitno ideološke razloge. Ni to toliko problematično, konec koncev na moja institucija, Inštitut za novejšo zgodovino, se je ustanovila kot dosti ideološka kot zgodovina, Inštitut za zgodovino delavskega gibanja. Ampak se mi zdi, da spet vzpostaviti, drobiti, narediti eno, kako bi rekel, narediti stvari iz začetka, kot da je na novo neko institucijo, to prav gotovo ne more biti dobro, tudi če pogledamo širši vidik. Tudi če bi se ta institucija, ki je zdaj absolutno ideološko zastavljena z nekim določenim fokusom, kasneje pač malo vnesla, tako kot se recimo naša, tako kot se mogoče bo tudi Inštitut za narodno spravo, tudi kaže nekatere tendence, se mi zdi to slabo. Enostavno, mislim, da ti veliki sistemi, tudi kulturni, ne bi smeli prenašati takih šokov. In vprašanje, kaj bo s financiranjem, bodo drugi muzeji dobivali manj, kaj bo, ko se vlada zamenja, saj vendarle živimo v demokraciji. Tako da mislim, da vsi skupaj, tako mi v raziskovalnem sferi, kot v kulturi in muzealstvu, rabimo predvsem stabilnost in mir za delo, kjer bi lahko delali in prikazali kompleksnost preteklosti. Kompleksnost preteklosti praviš. Seveda preteklost je kompleksna stvar in hkrati tudi vedno stvar interpretacije. In konkretno, ko govoriva o osamosvojitvi, ne samo kot dogodku, ampak pač o osamosvojitvi v kontekstu njenega časa, traja pri nas ta nek boj za interpretacijo že kar lep čas. Jaz bi rekel že od takrat, odkar imamo državo, ali pa se je začel že celo malce prej. Se pravi, ta nek boj za zasluge, za pripisovanje zaslug in hkrati se... To je popolnoma normalna stvar, kot vemo, še tudi po drugi svetovni vojni. Mi se moramo zdaj zavedati, da je recimo v zgodovinski primerjavi to je tako, kot da bi bili v jugoslovanskem obdobju pa bili leta 75. 30 let je minilo od nekega rojstva, neke nove države, nekega novega tudi sistema.
da se to dogaja, se mi zdi normalno v družbi. Te stvari ne moramo pač izklopiti in jih moramo tudi poskušati razumeti. Zgodovinjenje je kompleksni proces, ki se odvija na večjih nivojih, ampak mislim, da imamo tukaj profesionalni zgodovinarji to vlogo, da poskušamo pokazati na stvari, ki jih drugi ne vidijo. Predvsem poskušamo pa gledati, vsaj tako mislim, da je naša vloga, gledati bolj kompleksno, pokazati, da stvari niso tako črno-bele, enoznačne, pokazati razmere okoli, izpostaviti obrnjen zorni kot. Skratka, imamo veliko dela, predvsem pa, da preprečujemo mehanizem, ki se mu reče anahronizem. In to pa pri bitki za interpretacijo se pa zmeraj to dogaja. Skratka, naše poglede trenutne ali pa poglede, ki jih imamo v sedanjosti, prenašati v preteklost in jih tam aplicirati na tedanje akterje. Zgodovinar si mora tedanjim akterjem dati glas, da povejo. Pa naj bodo še tako nerodno. Je pa nerodno pri teh interpretacijah, še zlasti pri modernih dogodkih. Mislim, novejši zgodovini je, da so tisti akterji, katerega lahko preko zgodovinskih virov preberemo njihov glas oziroma njihove aktivnosti, da so ti akterji zdaj v nekem drugem kontekstu in da mogoče pa to ravno noče. Zdaj, kot je rekel že profesor Stiplovšek, ki je zdaj še pokojni profesor na filozofski fakulteti, je rekel, da je ukvarjanje z novejšo zgodovino vedno problematično, ker te lahko nekdo pokliče po telefonu. Tako, če sva mičken cinična, ker se ljudje še živijo, oziroma zelo veliko njih. Ampak s tem je treba pač računati. Da. Ok, omenil si seveda vlogo zgodovinarjev in zgodovinark in historiografske stroke, ampak vendarle se tudi glede tega zdi, da se pravi, da je tudi področje historiografije pri nas včasih precej razdeljeno, da natančno veš, koga moraš poklicati oziroma povprašati za mnenje, če hočeš slišati takšno ali drugačno interpretacijo po preteklih dogodkih. Zgodopise je absolutno ima. Mi nismo izven, ne moramo biti povsem izven in tudi ni nujno, da bi bili. Ni pa čisto razdeljeno, tako kot se vidi včasih v javnosti. Enega bomo vzeli z levega, enega bomo vzeli z desnega. Stvar je dejansko mačko bolj kompleksna. Gre vprašanje, ali gre za neke ozke ideološke zgodbe, pa za revizionizem, ali gre za različne poglede nekih zgodovinarjev, ki upoštevajo zgodovinske kontekste, povezave in potem oni, če zgodovinarji, kakorkoli, lahko potem komuniciramo. Imamo nekaj skupnega, tudi če imamo zelo različna politična stališča in se vidi, recimo, meni socialistično obdobje zelo gleda bolj, recimo socialistično obdobje samoupravljanja zelo, to zame zdaj primer, idealistično, pa govori o sodelovanju, nekdo drug bo gledal bolj neko skrito represijo, ampak ta dva, če imata toleranco, lahko dobro komunicirata med sabo. Ampak če se gre pa za revizionizem, to je prav, z ene in z druge strani, zdaj ponovadi z desna stran je bolj v porastu glede tega, potem pa ne pride do komunikacije, ker je ne more biti, ker gre za lastni prav in zelo jasno začrtano ideološko zgodbo. Ravno ta nezmožnost komunikacije je verjetno eden glavnih simptomov te neke razklanosti ali pa razcepljenosti, o kateri je zadnje čase kar precej govora. In zdaj sam izraz, pa tudi njegova zgodovinska kontekstualizacija. V končni fazi imamo predsednika vlade, ki zelo rad posega v zgodovino, tudi zelo starodavno, napol mitološko. A ima tudi ta razkol, ta razcep, o katerem se pogovarjava, tako dolgo brado? Ali lahko rečemo, da se vse skupaj začne že z reformacijo in protireformacijo? Zakaj tam ostati? Zakaj ne zadamo minevo? Jaz sem zelo skeptičen do tega. Predvsem je treba, po eni strani sem skeptičen, po drugi strani pa verjamem, da je treba gledati v dolgem časovnem trajanju tudi na te zadeve, ampak ne tako dolgem in s kontekstom. Predvsem je pa treba biti previden tudi pri samem načinu, kako akterji gledajo nazaj. Zakaj je razklano, zakaj je razcepljeno, zakaj je to tako primeren način gledanja na preteklost? Po mojem mnenju tudi zato, ker daje lahke
jasno predstavo o preteklosti, ker je nekdo bolj dober, nekdo bolj slab. Zgodba recimo v javnosti je dosti lažje, če jo apliciramo na ta način, če povežemo če uporabimo koncept razklanosti, ampak je globoko problematičen. Problematičen je zaradi tega, ker funkcionira, ker je, kot prvi vrsti je nacionalističen, izpostavlja neko zgodbo kot narod, kot zaprt kontekst. Jaz pa verjamem, da je narod pač dosti modern fenomen, ki je povezan z vsemi drugimi fenomeni, ampak v ta pogled vidi kot narodno zgodovino kot en kontejnerček, kot ena škatlica, v kateri se pač nekaj dogaja, in potem so ljudje, ki so vsi seveda del tega razcepljeni, in to gre iz roda v rod, ali je res? Ne bi rad, nočem, da se me napačno razume, ne bi rad pač vedel, da ni pomembno transgeneracijsko prenašanje političnih izhodišč. To je zelo dobra tema in mislim, da je relevantna. Ampak ne na tak način, ne povedati, sklani smo partizancem, domobrancem, gremo. Iz te zgodbe moramo tudi poskušati pomeniti in zgodovinarji tukaj pri nas nismo naredili dovolj na tem področju, najverjetneje več razlogov, nekako. Naprimer, ja, mislim. Po moje je tudi razlog je tudi samo rojstvo države, demokratizacija slovenske države v smislu nacionalne države. Generacija, ki je zdaj v poznih srednjih letih, ki v bistvu vodi Slovenijo na nek način, pa jo počasi prepušča, je seveda tista, ki je naredila Slovenijo, kakršna je. In seveda med prejšnjim sistemom Jugoslavijo in samostojno Slovenijo se je zgodil tudi premik k nacionalnemu na nek način, kar ni bilo zmeraj slabo. Je bilo tudi, recimo že v 80-ih letih so intelektualci različnih, predvsem tisti, ki so bili kasneje, recimo okoli Nove revije, odkrivali kot na nek dost, po mojem mnenju, romantičen način nacionalno v nasprotju z razrednim, ki je bilo takrat še zmeraj prezentno, in s tem se plasirali, postavili se tudi proti drugi generaciji, čeprav so bili mogoče vpleteni v Zvezo komunistov ali tako. Pa podobno je bilo v drugih delih Jugoslavije, in to je tista generacija, ki potem na nek način intelektualno postavlja intelektualno ogrodje današnjih družb. In zdaj se soočiti s tem pomeni najverjetneje tudi za njih osebno en premik. Po drugi strani pa, ne vem, jaz, ko sem pač tudi v enih takih letih, 45 let star, smo mi tista generacija, ki smo rasli gor v 90-ih letih in smo videli že kot študenti, še v srednji šoli, jugoslovanske vojne, srečevali begunce, nismo imeli nobenih iluzij glede nacionalnega vprašanja in smo ga dosti kritično lahko obravnavali. Seveda ni nujno, ampak dobro. To je eden izmed načinov, ko jaz razmišljam, so zelo, tako lepo povem v pogovoru, mogoče razlogi tudi v tem. Eno pod vprašanje glede, ko si omenil, pač to neko intelektualno podstat politike v 80-ih. Jaz tudi, generacija, se pač spomnim z nekim otroškim spominom, pa tudi, če gledam za nazaj, se zdi, da je takrat vendarle politična realnost imela v ozadju, sploh tista, recimo temu nova politika, takrat nova politika, neko zelo močno intelektualno platformo. Danes se zdi, da je v bistvu intelektualna podstat slovenskih političnih strank, ne bom rekel ravno neobstoječa, ampak v primerjavi s tisto takrat zelo, zelo borna. Kako to, mislim, se s tem sploh strinjaš? Mislim, da je šlo za 80, so seveda še zlasti druga polovica, pa tudi prva polovica je zelo zanimiva, zelo posebna leta, kjer jih je praktično danes zelo težko razumeti, mogoče še najbolje akterji, ampak po svoje. In bilo je toliko nekaj različnega vrenja intelektualnega in bil je to čas, ko je politična beseda, javna beseda dejansko nekaj pomenila.
se je v njo zaupalo, tako lahko rečem, kot človek je nekaj raziskovanja posvetil temu v javnosti v 80-ih. Popularni so bili tudi med pisma bralcev, pisma urednikov, javne debate. In tukaj je kritiziralo se prejšnji sistem, bila je tudi socialna kriza, kar se večkrat pozablja, ampak obenem pa je tudi jugoslovanski socializem predvideval neko debato, seveda v okviru samoupravnega socializma in pluralizma samoupravnih interesov. In ena izmed velikih dilem poznega socializma je bila ta informiranost, kako informirati ravno prav ljudi, da bi lahko se vključevali v teh procese samoupravljanja in jih, zato so tudi obstajali neki časopisi in lokalni in tovarniški, kako čim bolj vključiti ljudi v samoupravni socializem. Ljudje so se začeli debatirati, kar se pa je zgodilo, so se začeli debatirati proti sistemu. Na različne načine, ali iz tistega, kar danes rečemo bolj nacionalni način, ali pa recimo tudi preko družbeno-političnih organizacij, kot recimo ZSMS, ki ima izredno pomembno agendo. Tukaj naj povem, seveda, to je bil cel diapazon različnih intelektualnih pobud, od gejsko-lezbičnega gibanja, AIDS-a, do seveda na desni strani dosti nacionalnih programov, pa cerkve na zadnje, ki je tudi takrat bila po moje najbolj popularna, kakor je lahko, tudi sedaj po javnih mnenjih. Ja, definitivno. Intelektualno urejanje tistega časa je zelo zanimivo in še zlasti zanimivo mešanje nekih neomarksističnih ali pa mladi Marks se pomeša z liberalnimi idejami ali pa preskoči. To je zelo težko razumeti dinamiko tega časa. Je zelo zanimivo. Ja, če se vrnemo v ta spet 30 let kasneje, oziroma nekaj več kot 30 let kasneje, se pravi današnji čas, čas razklanosti, čas razcepa, tako kot si sam tudi rekel, oba pojma sta mnogokrat tudi bolj neko priročno orodje za manipulacijo, s katerim se lahko zelo lepo dela na politikanskem, niti ne bom rekel političnem podiju, ampak skupaj s temi spori, skupaj z razklanostjo, skupaj z vedno bolj razgretim ozračjem se pa pojavljajo tudi pozivi k enotnosti. Seveda prvi, ki poziva k enotnosti, je v naši državi njen predsednik, ampak ti pozivi k enotnosti vsaj mene osebno vedno malce tudi, pa ne bom rekel strašijo, ampak vsaj navdajajo skepso, ker kaj pa sploh je narodna oziroma nacionalna enotnost, ali je to sploh neka stvar, ki de facto seveda nikoli ne obstaja, ampak tudi, ki sploh ima smisel čisto na konceptualnem nivoju. Mar ni vsak narod, vsaka nacija po definiciji razklana, heterogena in... Jaz absolutno strinjam, treba še že itak se spraševati, kaj narod pomeni in kako se narod najema, ampak in odkot se vzame vzore naroda. Ampak če grem pri sami enotnosti ali razklanosti, je seveda del iste premice, istega načina dojemanja, tako smo razklani, morali bi biti enotni. Ta način dojemanja seveda gre lepo tudi z revizionizmom, s tem spoznavanjem prave resnice, prave smeri, ampak problem je v tem, kaj se ne govori. Ne govori se pa o odgovornosti ali pa ne govori se o skupnih točkah v naši domovini, boljše rečeno državi. Ne govori se o tem, kaj nas povezuje, kaj nas pa povezuje tukaj. Povezuje nas država, povezuje nas povezujejo nas neodvisne institucije, nevladne institucije, povezujejo nas sistem malih pravil, ki je izredno pomemben in v katerih mi normalno funkcioniramo kot ljudje. In poudarjanje enotnosti gre proti temu, da to zakrije, da hoče neko jasno špuro. In mislim, da takrat, če se mene vpraša, kar se reče enotnost v slovenskem kontekstu, sem že toliko star, da slišim bratstvo in enotnost.
In da je zanimivo, da se mi zdi, da je to kot preostanek teh ljudi, ki so to slišali, bratstvo in enotnost, in to bratstvo, fraternite je očitno nekako odpadlo, enotnost je pa ostala kot nek fenomen. In se tudi večkrat sprašujem, nimam jasnega odgovora, zakaj je ta enotnost tako noter pomembna. Definitivno pa to ni diskurs, ki bi bil demokratičen, ki bi bil toleranten, kjer bi lahko se spraševali, kako jaz pa drug imamo različna mnenja, različne verske prepričanja, ateistične prepričanja, različne življenjske stile, živimo en mimo drugega, kaj je tisto, kar nas druži v naši državi. Ne? In ta diskusija pa potem ostane malo odzadaj, ne? In poudarjanje enotnosti zakrije to diskusijo, ki se mi zdi, da je bolj pomembna in s katero bi se morali več ukvarjati, ne? Ki pa je relevantna, globoko relevantna za vsako družbo. Zdaj seveda v tej neki čist seveda iluzorični enotni družbi, če jo preslikava na naš kontekst, seveda bistven predpogoj, ki bi moral biti izpolnjen za to, da smo enotna družba, bi verjetno morala biti sprava, ki je pa tudi enak zanimiv pojem in zanimiv fenomen, o katerem se pogovarjamo že precej več kot 30 let. Jaz osebno, spet ponavljam, sva nekako ista generacija in imava verjetno dosti podoben kolektivni arhiv spominov. Ko pomislim na spravo, se mi najprej nekako v glavi nariše slika Milana Kučana in Alojzija Šuštarja v Kočevskem Rogu na tisti, lahko rečemo, znameniti spravni slovesnosti. Na drugi strani te časovne daljice pa zagledam spomenik žrtvam vseh vojn na Kongresnem trgu v Ljubljani, ki ga doživljam skoraj kot eno tako, ne bom rekel ravno parodijo, ampak mogoče je pa to ta pravi izraz, tiste prve podobe. Ne? Skratka, projekt, ki mu je kar nekako spodletelo in mu vedno znova spodleti. Kako ti gledaš na ta vmesni čas in na fenomen sprave? Ja, seveda je jasno, da je različna interpretacija preteklosti potem treba razumeti. In tukaj v tem smislu bi se lahko spraševali v različnem zgodovinjenju, v različnem pojmovanju, v različnih interpretacijah, tudi v družinskih zgodovinah, ki imajo tukaj veliko vlogo. Po drugi strani pa, ali je vprašanje sprave pravi okvir, da lahko razumemo to preteklost, ali res to vprašanje sprave rabimo. Ne? Zdaj, jaz sem šel, ko sem delal eno raziskavo, sem malo pogledal literaturo, kje se sprava ponavadi pojavlja. Ne? To govoriš o strokovni literaturi? Strokovni literaturi in tudi v tuji literaturi, seveda. Ne? Vprašanje sprave oziroma reconciliation se večkrat pojavlja v konfliktnih in postkonfliktnih študijah, ki so nekako mešanica teorije in zelo jasnih napotkov, kako bi lahko pomagali nekim družbam, ki zaidejo po konfliktu. Ne. In te sprave, ta sprava pomeni ponovadi zmeraj tudi priznanje krivde in pravičnosti. Ne more biti sprava, dajmo se pa spraviti, ampak tisti, ki so naredili neke vojne zločine ali pa karkoli, morajo biti kaznovani in tudi priznati in potem pride do tega, do te sprave. V historični literaturi, ki se pa ukvarja tudi z kakšnimi traumatskimi ali pa postkonfliktnimi situacijami, se bolj pojavljajo študije revizionizma in pa kritična do sprave. Mislim, da je to tudi razlog. Zato, ker sprava se večkrat veže na nacionalni okvir in ga večkrat posvoji nacionalno. Tako v jugoslovanskem okviru, kot v okviru, recimo naša v slovenskem okviru. Zdaj bom poskušal v slovenskem pogledati moje mnenje, ki mogoče tudi komu ni glih ravno blizu. Mislim, da je treba spravo razumeti kot eno orodje soočenja z neke generacije kritičnih intelektualcev, v našem primeru predvsem okoli Nove revije. Glavna je seveda tukaj bila zelo vrhunska teoretičarka oziroma vrhunska filozofinja, sociologinja Spomenka Hribar.
ampak je tudi zelo angažirana bila ta zadeva, kako se soočiti s to travmatično preteklostjo. In ravno Spomenka je tukaj Spomenka Hribar je poskušala to si razumeti s pomočjo tega, da se je treba spraviti narod med sabo. Zdaj, iz našega vidika zdaj se mi pa zdi, da je bila to bolj generacijska stvar, mogoče malo. Generacijska ljudi, ki so bili rojeni takoj po drugi svetovni vojni in so se mogli soočati s tem, kaj so zvedeli potem tudi, kaj se je zares zgodilo s povojnimi poboji, z vsemi zločini, se bo treba s tem nekako soočiti in narediti neko koherentno zgodbo iz tega. In to so bili ravno isti ljudje, ki so, kot se rekel, dali intelektualno podstat naši državi in sprava je potem odšla stran od njih, recimo, in je posvojila bolj desna desnica, da tako rečem, in je poskušala uveljavljati kot kompletni revizionizem in vsaj tako je bilo že v 90-ih in danes ni nič drugače. Je bila pa teorija Spomenke Hribarja več to, tam se mešajo, jaz si ne upam drzniti, da to razumem, ker so zelo kompleksni teksti, ampak imam pa svoje mnenje, dovolj razumem, da bi lahko rekel, da se gre za neko prepletanje obče človeškega in nacionalnega. Ne? Mislim pa, da je ta v današnjem svetu, predvsem tudi že od moje generacije, pa nismo najmlajši do mlajših, je pa ta ideja, da skupnosti živih in mrtvih in spravljanja z nasledstev in je ta ideja tako šla strani, nam ni tako blizu. Ne. Meni je povsem razumljivo, da je bila takrat blizu, tudi če v 90-ih, da je bila blizu. Zdaj pa je postala v bistvu lupina za različne zadeve, včasih tudi za PR projekte in to se mi zdi, da je tale spomenik sprave bil tudi zelo PR poteza mogoče samega predsednika vlade oziroma neke politične elite, kjer je potem poskušala zakoličiti. Zdaj smo se pa spravili, ne vem, mogoče je bil od zadaj kakšne slike, vzor kakšne slike Willy Brandt, ki se spravlja z nekdanjo stranjo ali pa na Poljskem recimo, ali pa kakšne take slike, ampak mislim, da je ta zadeva dosti prazna oziroma prazna razen ene stvari, nacionalizem, nacionalna zadeva, zdaj govorimo o spomeniku, da ne bo pomote, in na drugi strani zabetonira razklanost, kar je pa na koncu kritizirala tudi sama izumiteljica sprave v slovenskem tekstu Spomenka Hribar, ki je že zelo hitro se oddaljila in je trmasto in po mojem mnenju čisto etično vztrajala pri svoji viziji, ki je pa tudi nacionalna. Ki je pa tudi dosti nacionalna in je zelo, se pravi, težko se jo zdaj razume z današnjega vidika, ampak ponavljanje sprave danes, zakaj mi ni všeč, zato ker preprečuje ta razklanost, tudi spomenik sta dva stebra, isto visoka, ampak različna, narejena iz peska slovenskih rek. Gledate en proti drugem, sta drugače prazna. Ta razklanost simbolizira pogled na preteklost in preprečuje na nek način bolj kompleksen pogled na preteklost. Po drugi strani je pa nacionalna, ki gleda na slovenski narod kot nekaj starega, starodavnega, starožitnega in zelo enotnega, ki je pač po neki razklano, kot je razklano poleno. In ne vidi drugih ljudi, ki so tukaj mogoče bili tudi, čeprav recimo Spomenka Hribar je vse te druge ljudi zelo upoštevala v svojih kontekstih. Ampak tukaj jih pa ne. Gre za pluralizem pogledov, se zakrije in neko čudno narodno enotnost v razklanosti. Ja, se pravi. Tako kot si rekel, razklano poleno, ki pa ga morda lahko vendarle sestavimo in potem smo spet enotni. Da ni čisto razklano, tisto, kot če vsak, če klav poleno, ve, da se mogoče čas drži skupaj, ga daš lepo skupaj, pa če bo zrastel. Ok, za mičkem bi zamenil temo, čeprav seveda še vedno govoriva o istih časih. Namreč beseda, ki je zadnje čase tudi precej na udaru, je beseda tranzicija.
ponavadi jo pa uporabljamo, oziroma je uporabljena, bolje rečeno, približno na tak način, češ, da gre za nek proces, ki se je povsod drugje zaključil, pri nas pa ne. Skratka, tranzicija pri nas ni zaključena. To zadnje leto dni zelo pogosto slišimo. In če te za začetek povprašam, seveda spet kot strokovnjaka, kot zgodovinarja, kot strokovnjaka za to obdobje, kako je zdaj s to slovensko tranzicijo, je res v tolikšni meri neuspešna, sploh če jo primerjamo s podobnimi državami, ki so nam v glavnem tudi geografsko zelo blizu, ali gre tukaj spet za neko politizacijo polpretekle zgodovine? Mislim, da 30 let po koncu, po začetku Slovenije govoriti, da tranzicija še ni zaključena, ja pa mislim, se počasi več ne bo nobenega tam. Je to malo nenavadno, no? Mislim, cela generacija ljudi, ki živi odrasla življenja in prispeva v naši družbi, nima nobene izkušnje realne s tem. In tudi jaz, ko učim svoje študente, jaz drugače tudi predavam na Fakulteti za humanistične študije v Kopru, imajo do tranzicije ali pa do likov, kot so Milošević, Kučan, isti odnos kot do Julija Cezarja ali pa, ne vem, do Karla Velikega. Ne? In konec koncev tudi prav tako. Jaz čutim, te ljudi so vsem blizu, to smo živeli. Oni niso živeli. Je preteklost, je konc. Tranzicija sama, je seveda bila tranzicija, že sam pojem je malo problematičen, kaj to točno pomeni, ne? Kot da se naredi nek tranzit iz enega sistema v drugega in potem, ko bomo prišli, dobimo, zdaj smo pa noter. Ne? Nekateri zgodovinarji rajši uporabljajo tudi v mednarodnem historiografskem prostoru transformacija, ne, ki daje nek gradualist, daljši pristop. Ne. Recimo Philip Ter je avstrijski zgodovinar, ki je pismo naredil eno izmed najboljših pregledov zgodovine post 1989 Evrope. Ampak mogoče sem o tem tranziciji, če gledamo dve stvari, ali ta pojem uporabiti in drugič, ali je ta tranzicija pri nas bila uspešna ali ne, je vprašanje kakor za koga. Ne? Za nekoga je bila, za nekoga ni bila. Ne? Sama družba pa lahko rečem, da si je uspela v 90-ih, vsaj po mojem mnenju, in tukaj raziskave še niso končane in mi moramo zgodovinarji, ravno na novejši zgodovini, tukaj še veliko narediti za 90-ta, smo šele začeli kopati noter. Lahko rečem, da je stvar bila tranzicija manj šokantna kot večina drugih. Ampak ni pa nujno, ne? So pa tudi tranzicije v vzhodni Evropi so zelo različne. Poljska različna od Madžarske, Češka je neka druga zgodba, Slovaška ima nek zamik, potem spet. Mislim, tranzicije so imele zelo različne zgodbe. Predzgodbe so bile različne, seveda. Predzgodbe so bile različne. Recimo Madžarska je bila za socialistično tablo izredno liberalna, bolj liberalna, kadar režim ni bil tako strog kot recimo sploh romunski, ki je bil zelo stisnjen in imela Romunija sem poseben položaj v tem taboru. Na drugi strani Češki je živel v neki taki, češki režim tudi ni bil tako močen, Poljski imel skozi težave v začetku 80 s solidarnostjo. Ne. Ampak dobro, zdaj ne bom šel v to. Preveč, recimo za Poljski je bil prvi tisti, ki je šel na šok doktrino, na Češki tudi, pa so se potem malo ustavili. Na katerem področju je bila doktrina šoka? Glavna stvar tukaj je seveda pa ta neoliberalni princip, ki je takrat tudi zavladal na Zahodu in je potem prišel na vzhod v bolj čisti obliki in ta ideja, da je pač treba čim več prodati in narediti šok terapijo. Ampak o tem seveda sem premajhen strokovnjak. Je pa res, da razumeti politično 90-ta leta brez razumevanja teh neoliberalnih idej ali pa, kako bi rekel, novih ekonomističnih idej, je zelo težko, ker je politika se v tem času ekonomizirala.
tem smislu. Ne. Vse tisti, ki problematizirajo našo tranzicijo, nikoli ne postavljajo pod vprašaj neoliberalnega modela in ekonomskih vidikov tranzicije, se mi zdi vsaj, ampak v prvi vrsti se sprašujejo oziroma pravijo, da kdo je bil tisti, ki je prehtiral tega, pa zakaj nismo mi? In da bi bilo seveda popolnoma drugače, če bi imeli, na primer, lustracijo, ne? Ja, potem bi se mogli sami sebe lustrirati, ne? Ampak to je, ilustracija se mi ne zdi kakšna demokratična zadeva, čeprav takrat na zahodu, mislim na vzhodu, so jo nekje imeli in je imela pač tudi neke, nekje so imeli ilustracijo, ne da bi jo imeli, recimo na združitvi Nemčije in na marsikakšen, ne vem, recimo intelektualec ali pa pomemben uradnik v vzhodni Nemčiji seveda potem je izgubil svoje delo. Tako da tukaj so različne zgodbe in je fino tudi slovensko zgodbo noter. Kaj vidimo? Vidimo tudi dosti podobnosti. No, jaz sem včasih bil prepričan, da slovenska zgodba tako posebna. Pa ni. Marsikakšna podobnost je tudi z režimom. Je bilo prej in kasneje. Vidimo razlike. Prva razlika je seveda ta gradualizem, ta način, predvsem te bolj liberalne opcije, ki je šla deloma iz Zveze komunistov, deloma pa predvsem iz ZSMS. Zato se mi zdi, da je to tako pomembno razumeti tudi 80-ta, da bi razumeli 90-ta. Ta tranzicija je bila povezana pa tudi z velikimi socialnimi pretresi, ne? Tudi pri nas. To se je včasih tudi že malo pozabilo, ki so bili ali del, razlogi za to so lahko kompleksni, predvsem pa je to vprašanje izgube nekega trga, ki je prej bil, skratka novega konteksta, v katerem se je Slovenija znašla, ampak jaz mislim, da stvari niso niti preveč črne, niti preveč bele, predvsem je pa treba gledati na to, da se te stvari postavljajo predvsem iz nekih vprašanj, ali je tranzicija zaključena ali ne, je to jasna ideološka agenda. To je pač, mi moramo biti ta glavni, nismo bili ta glavni. Če je bilo to razumljivo v 90-ih, v začetku 2000-ih, da je ta logika mogoče bila celo, imela včasih tudi kakšen smisel, ne? Zato, ker dejansko se je seveda hitro vzpostavila neka nova elita ali pa stara nova elita, ki je neki drugi skupini, ki je mislila, da mora imeti tudi neke pozicije, pač je bila bolj uspešna, no, takrat. Ampak zdaj govoriti, da je treba narediti tranzicijo, se mi zdi, da je bolj tak ideološki razlog za neko tisto, kar se pa tudi mene malo strah, in to je beseda enotnost, ne, in da moramo predrugačiti, v bistvu na nek način revolucionarno, ne, predrugačiti, zamenjati vse. In tukaj se mi zdi, da bo najbolj trpela tisto, kar smo končno vzpostavili, ne na praznih temeljih, kar se je vzpostavilo, na rekel prvi osebi, v letu 1991, to je slovenska država. Država kot sistem, politični sistem, kjer so tudi neodvisne institucije, ki je demokratična, je lahko žrtev ravno tega, ob 30-letnici želje potem, da bi se tranzicija izvršila, lahko pokopljejo državo kot pojem. In tranzicija se naenkrat izkaže, za tranzicijo se naenkrat izkaže, da ne gre za linearen, pač pa za cirkularen proces. Ja, po mojem je proces, ki nima konca, če že rečemo, ampak to je odvisno, kako mi zajamemo. Samo beseda tranzicija, kot rečem, je šlo, še enkrat ponovim od začetka, stari sistem se mora preobrniti in v tem času spremeniti v novega, ki pa še točno nismo vedeli, kaj hočemo, oziroma da ta slika tudi zelo tako. Ok, ja, seveda ena glavnih nalog historiografije je tudi razumevanje in razlaga pojmov, s katerimi se sicer v kakšnih drugih kontekstih operira s precej večjo lahkoto. In mogoče za zaključek par teh oznak, ki jih današnji precej pogosto slišimo, ja, bom rekel, kar z enega ali pa z drugega pola, s tem, da seveda na nasprotni pol letijo pojmi, kot so
fašizem, diktatura, na drugi strani kulturni marksizem, levičarski ekstremizem in še bi jih lahko našteval. No. Z vsemi temi besedami se opleta skrb precejšnjo lahkoto, pri čemer imajo vsi ali pa vsaj velika večina njih precejšnjo zgodovinsko težo, en zelo kompleksen pomen. Kako gledaš v bistvu ti na rabo takšnih tovrstne terminologije in vokabularja v nekem, spet bom rekel, politikanskem, nepolitičnem diskurzu? Predvsem v socialnih omrežjih, ker imaš tisto malo mrežo, pa je lahko tako en fašist, en komunist. Mislim, da obstaja nevarnost, seveda lahko je včasih tudi ustrezno, ne rečem, ampak je pa obstaja nevarnost, da se pomeni besed zgubija. Mislim, nekaj takih stvari, kot je fašizem, je zelo veliko vprašanje, še zmeraj so debate o svetovni historiografiji, ali je fašizem pojav, ki je zgodovinsko vezan, kot recimo italijanski fašizem, potem naprej vsak fašizem bolj posebej, ali je to generični fašizem, ki ima neke določene lastnosti, bolj gre v to smer, kjer se ugotavlja, katere so tiste lastnosti, da lahko rečeš, da gre za fašizem, ali kot gibanje, ali kot sistem, ali kot doktrino. Komunizmu pa potem je pa levica imela dosti veliko željo zmeraj v tem, da diskutira in da teoretizira, kaj je komunizem in kaj ni komunizem in kaj je socializem, kaj je samoupravni socializem. Jaz se bojim, da se v teh enozložnicah, teh malih haikujih, več od haikujih sovraštva, ki si jih dajemo en drugemu, izgubijo ti pomeni in da je fino tudi mačkano včasih razmisliti in opozoriti na neke negativne pojave in poskušati mogoče razložiti pojem ali pa opozoriti z drugimi besedami. Ker, recimo, že pri sami besedi fašizem, jaz mislim, da je večkrat zelo na mestu, ampak včasih, da ga pa prehitro uporabiš, je pa že zato mogoče malo preuranjeno, kaj pa če res nekaj pride, kar je bliže, bo prišlo nekoč, kar bo blizu zgodovinskemu fašizmu. Kaj bomo pa potem rekli temu? To smo mislili, da je fašizem, pa sploh ni. 2 leti nazaj poskušam teoretizirati glede na zgodovinsko distanco, ki jo imamo. Podobno je tudi recimo razumeti 80. Tam je en sklop izrazov, ki je danes ima povsem druge konotacije. Prepoceni, mislim, da pojme je treba obravnavati z nekim spoštovanjem in kot si mislim, da zelo lepo povedal, imajo neko določeno težo, je mogoče boljš dvakrat pomisliti, ampak v dobi socialnih omrežij dvakrat pomisliti, še zlasti, če tem ne veš, marsikdo mogoče ima neko politično usmeritev, ampak kaj dosti podlage pa ne, in potem hiter fašizem, komunizem, pa gremo, ampak po drugi strani pa se absolutno strinjam, da je treba opozoriti, sem pa zato, da se opozori na prakse, pa mogoče ta komparativna moment v redu, poglejte, počakajte, to je se podogajalo tudi preden je fašizem zavladal. Dajmo malo razmisliti o tem, to se strinjam. Metanje floskul pa, mislim, uniči izraz na nek način. Omenil si družabna omrežja, tudi vem, da imaš Twitter, se pravi, zgodovinarji imate Twitter račune, ali je Twitter že tudi, in Facebook in vse podobne reči, že tudi vir historiografskega raziskovanja? Absolutno je. In danes ne moramo brez tega. Poglejte novice današnje. Če pogledate novice ali portale ali pa mislim, RTV in potem vidimo tvite predsednika in protitvite. In včasih se mi zdi, da so današnje poročila pač kratkodnevno poročilo tvitanja, ki ga pač slučajno zaradi dela nisi mogel preveriti. Absolutno je. In tukaj vprašanje, kako bomo te vere, je absolutno relevantno in tukaj moram reči, da mi na Inštitutu za novejšo zgodovino imamo to v glavi in tudi že razmišljamo, mislim, ne razmišljamo, mi imamo infrastrukturni program, ki se ukvarja z digitalno zgodovino. Predvsem zdaj delamo na parlamentarnih zapisnikih, poskušamo delati orodje, da bi to razumeli. Razprava pa se odpirajo zelo močne tudi v
v to smer, kako to razumeti. In jaz se bojim, da če bom imel srečo, da bom še nekaj časa živel in delal tukaj do moje penzije, da ko se bom upokojil, da bom bil en nenavaden privesek na Inštitutu za digitalno zgodovino, en tak analogni primesek, ki ga bo potem lahko odšel, da se bodo ukvarjali z deep miningom in tako naprej. Ampak rabimo pa za tega tudi novo metodo. Že sama digitalizacija, ogromno gradiva imamo v Sloveniji digitalizirano, kar smo kar dobri. Imamo Dlip, imamo Sistori, ki ga dela naš inštitut, ampak ko poberemo z interneta, že kako dojemamo mi gradivo, ki je digitalizirano, ga dojemamo popolnoma drugače, recimo nek historični časopis, vidiš drugače, kot pa če ga listaš. Včasih si šel v knjižnico, tisto ogromno knjigo, midva so se še včasih srečevala v slovanski knjižnici, se spomnim, knjiga, ki smo listali stare časopise. Do tega imaš drugi odnos in o tem bo tudi treba zgodovinska znanost ugotoviti, kako mi dojemamo te nove medije in pol tudi vprašanje, kje bomo dobili te podatke, kdo jih bo imel, kje so shranjeni. Tako da to so res neki novi izzivi in seveda večina zgodovinarjev bo moralo biti informatiko. To je že dejstvo. Meni to ni všeč, ampak se moram s tem prijaviti. Samo če ni nič narobe, če bomo bili še zmeraj tudi interpreti. Če bomo še zmeraj imeli zgodbo, storijo, če bomo še zmeraj delali na ta način, da je v bistvu naša metodologija vsem malo podobna nekemu literarnemu ustvarjanju, vsem smo narativa. Interpreti, ampak ne borci za eno in edino zveličavno interpretacijo. Naj ne bi bili, jaz mislim, da je naša vloga bi morala biti v akademskem zgodovinopisju, da se ravno tega razaveda in da pol to analiziramo, zakaj se to dogaja. Zato smo tu. Dobro. Marko Zajec, najlepša hvala za tale izjemno zanimiv pogovor, hvala za tvoj čas in voljo. Hvala za povabilo, jaz sem se z veseljem poklepetal, čeprav po Zoomu in upam, da bo vaš serija tudi vaših pogovorov prišla čim prej v živo, ker bo to boljš. To seveda vsi komaj čakamo, tako da hvala za željo, vam pa seveda hvala za čas, hvala za ogled, lepo, da ste bili v deželi pridnih in oglasite se ob naslednji priložnosti, za danes pa se od vas poslavljamo. Adijo. Ja.